Dostop do zadnje različice zakona je bil na jezo manjših koalicijskih partneric omejen. Še pred sejo vlade so bili precej previdni. Meni se porajajo pomisleki v marsikateri zadevi, tudi sama sem izpostavila, kakšne so lahko posledice. Številni ukrepi so, rekel, vprašljivi ali pa mogoče celo na meji neke sorazmernosti in seveda tudi ustavne skladnosti. Ključne zadeve, ki jih ta zakon naslavlja, so se pilile še dolgo v noč in se pilijo še danes. Zvišali bodo kazni za nekatera kazniva dejanja, tožilci pa se bodo pri nekaterih kaznivih dejanjih pregona lotili, ne da bi čakali na prijavo žrtve. Obsojenim za kazniva dejanja pa bi lahko zamrznili prejemanje socialne pomoči. Lahko sodišče, po seveda presoji sodnika, kot stransko kazen dodeli tudi začasno izgubo pravic iz vidika denarno-socialne pomoči. Z nekaj varovalkami omejujejo brezplačno pravno pomoč za tiste, ki ponavljajo kazniva dejanja. In sicer za primere, ko je prekrškovni organ izrekel globo do 300 evrov, ter za povratnike, ki so v zadnjih 3 letih že 3-krat prejeli brezplačno pravno pomoč v prekrškovnih zadevah.